Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in danes že počasi, a zanesljivo mahamo poletju v slovo. Avgust se je že prevesil tisto drugo polovico in kmalu bo tu september in začetek novega šolskega leta, kar pomeni, da bomo tudi mi in pa seveda naša družina, naši otroci iz te neke počitniške rutine prešli nazaj v šolsko rutino. Da bo ta prehod čim lažji, čim bolj tekoč, pa tudi čim bolj zdrav in dobrovoljen, bomo poskrbeli z današnjo oddajo, številnimi nasveti in pa seveda tudi odličnimi izdelki, ki bodo lahko vašim najmlajšim pomagali, da bodo torej v vrtec in šolo zakorakali zdravi in pa tudi dobro razpoloženi. V moji družbi danes pozdravljam Sanjo Grohar-Kovič, ki je tudi že v nizkem štartu za začetek novega šolskega leta, pa tudi, bom rekla, nadaljevanje vrtčevske sezone. Sanja, živje in pa seveda dobrodošla. Živjo, Ajda. Vesela sem, da sem nocoj z vami. Tako da hvala za vabilo in upam, da bova kaj koristnega povedali, da Absolutno. bo všeč našim poslušalkam, poslušalcem. Tako je. Jaz sem prepričana, da bova, Sanja, in med drugim bova danes tudi nazadnje iz tvojih lastnih izkušenj, imaš dva sinčka, govorili o tem, kako je s tem torej prehodom iz bolj umirjenih, počitniških dnevov spet nazaj v tiste bolj, pa ne bom rekla hektične, ampak samo bolj aktivne, bolj dinamične dneve, a ne, in pa tudi poleg seveda šole se začenjajo tudi spremljevalne aktivnosti. Vem, da tudi tvoji otroci obiskujejo kar nekaj njih. Tako da mogoče za začetek, kako pri vas izgledajo te avgustovske priprave na september? Ja, moram reči, da smo v polnem teku naročanja šolskih potrebščin in hkrati tudi kaj, bom rekla, oblačil za jesenske dni. Otroci hitro rastejo, ko gobe na dežju in to vse prerastejo. Je pa res, da imam vedno potem že avgusta zelo v mislih, da se je treba tudi pripraviti, kar se imunskega sistema tiče, ker točno vem, kaj nas čaka. Zaprti prostori, druženje, bacili, bolezni, epidemija vščita, tako da se pripravljam na vseh frontah, tako rečem. Super, zdaj si že omenila, bom rekla, tudi nekaj tistih bolj pogostih težav, s katerimi se srečuje veliko staršev, predvsem pa otrok, a ne, ko grejo nazaj med sošolce, torej v večje družbe, nazaj med aktivnosti. Takrat seveda smo tudi bolj izpostavljeni na splošno boleznim, bacilom, bakterijem, ampak da se, vse se da z dobro pripravo in tudi kančkom dobre volje. Tako je. Se sicer težko poslavljata od počitnic otroka, ali se že malo tudi veselita novega šolskega leta? Ja, tako, zdaj oba dva čaka, bom rekla, oba dva fanta v bistvu bosta imela spremembe. Valentin gre zdaj v vrtcu v višjo skupino, a ne, tako da gre med starejše, ne mara kaj preveč sprememb, tako da me zanima, kako bo to šlo. Nikolaj gre pa v drugi razred. In kot vemo, ne, ti prehodi, več obveznosti v šoli in tako da se v bistvu že malo pripravljamo psihično tudi na ta aspekt. Kdaj se sicer prva začne ponovno uvajati, bom rekla, te bolj šolske rituale, torej odhajanje v posteljo, pravi čas, mogoče večerja nekoliko prej, kot smo bili navajeni tekom počitniškega urnika? Ja, pri nas moram reči, da se kar držimo urnika. Jaz vedno pravim, da spanje je zelo pomembno, sploh zaradi imunskega sistema, tudi otroci tudi rabijo več spanja, kot ga mi rabimo. In med šolskim letom hodita spat ob 7 zvečer. Tukaj pač ni kompromisov. Zdaj polet, seveda, počitnice smo kakšno uro bili dlje ali pa naprimer 2 uri dlje, če je vikend, pa daljši dnevi, pa tako. Ampak se kar zelo držimo tega, ker se mi zdi, da je pač spanje res pomemben. A bi rekla, da je pa kakšna stvar, ki pa vam predstavlja izziv zdaj v tem prehodu od počitnic nazaj po šolske klopi? Sicer moram reči, da, kakor je Nikolaj govoril, da ko mi čaka, da so počitnice, se zdaj veseli šole. Ampak ja, seveda so vedno izzivi, bom rekla, sploh zjutraj starši imamo po 50krat, dajmo se že obleči, takokrat sem že rekla, pa še kar tam stoji, pa se še kar ni oblekel, pa ni do konca pojedu in tako. Vedno se mi zdi, da se mudi, ne glede na to, koliko prej smo vstali, ista pesem, no, tako da jaz vem, kaj mene čaka, no.
Lej, jaz mislim, da nisi edina, a ne? Vse vem, da to nič ne pomaga, ampak velikokrat slišim te podobne zgodbe in si mislim, da včasih bi bilo verjetno res najbolje se kar posneti in potem kar predvajati tisti posnetek otroku, ne? Dejansko, da si prišparan glas, ne? Pa malo energije, ne? Ki tudi seveda odraslim še kako prav pride na začetku novega šolskega leta, ker itak vemo, ko se dogajajo otroku spremembe, se dogajajo spremembe vsej družini, a ne? Občutimo jih vsi in zato današnja oddaja še toliko bolj naslavlja vse tiste najbolj pogoste težave, probleme, pa tudi simptome, s katerimi se otroci ponavadi srečujejo, ko iz počitnic zajadrajo nazaj v novo šolsko leto. Preden nadaljujeva zanimivo debato in predvsem tudi predstavitvijo vrhunskih izdelkov, naj vam predstavim še današnje ugodnosti, torej 30-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke, veljajo tako od danes pa do nedelje, lahko jih izkoristite v aplikaciji Moj DM ali pa s pomočjo QR kode, ki vam jo bo zgenerirala aplikacija. Torej vse te ugodnosti izkoristite tudi v samih prodajalnah DM. Odločite se sami, tako kot vam najbolj ustreza. Vsekakor pa bomo Sanjo zelo vesele, če danes kaj zapišete ali pa povprašate tudi v naši klepetalnici. Smo seveda v živo, tako da to je res ena velika prednost, da lahko izmenjujemo mnenja. Danes je res taka tema, ko lahko spet rečemo več glav. Ja, tako je. Tako. Sicer pa ti nimaš nobenega prvošolčka letošnje leto, to je bilo za vami v preteklem letu, no pa spet bo čez koliko, 3 leta? Čez dobre 3. Čez dobre 3, a ne? Pri 6,5, ja. Seveda moram spomniti tudi na to, da bodo prav tako letos v DM-u pocrkljali vse prve črve, prvošolčke seveda, ki bodo prišli 1. ali 2. septembra s tisto značilno rumeno rutico v katerokoli prodajalno DM, torej tam vas bodo pocrkljali z enim takim paketom presenečenja, ker si seveda otroci zaslužite, da je to en tak poseben dan. To smo pa mi prejšnji let izkoristili. A ste? Ja, pa smo. No, dej povej, a bila zadovoljna s tem paketkom, vam je bilo všeč? Ja, seveda. Jaz lih prej sem možu govorila. Veš, jaz zelo rada kupujem v DM-u, a ne, in zbiram točke in potem sem vesela, ker se mi gor malo nabere in pač to je dol. To mi je ful dobro. In potem rečem možu, ne, seveda, a me boste gledala, zdaj doma? Pa on tako je, kam moram pa zdaj, se veš, moški. Pa jaz, ko je, a ne, na aplikacijo Moj DM, a ne, in frontku, pa jo nimam, pa kako nimaš DM, frontku je pa, če greš ti vedno kupati tja vse, a veš. Razvajaš jih. In sem rekla, pač naj ti bo za downloadisijo. Tako in verjamem, da nas zdaj gleda, tako da mu lepo pomahamo. Mahamo pa tudi vsem vam, ki nas danes spremljate in upam, da boste torej tudi izkoristili te res lepe ugodnosti. Če je kdo z nami prvič, naj samo pojasnim, da ta spodnja orodna vrstica, ki jo opazujete, je namenjena tudi prikazovanju izdelkov, o katerih bova Sanjo kmalu spregovorili. Če boste na izdelek kliknili, ga avtomatsko postavite v nakupovalno košarico. Še enkrat pa vas spomnim na to, da je treba za vse te ugodnosti, torej 30-kratne točke, aktivirati kupone, ki pa vas tudi že čakajo v kupon centru. Jaz predlagam, da aktivirate kar vse kupone, ki so vam na voljo, ker si s tem res lahko zagotovite vse možne ugodnosti, ki so trenutno na voljo. Tako, zdaj pa res zajadrava v tole današnjo temo, ker veva, vrnitev v vrtec, šolo pomeni tudi več druženja, to smo že omenili, posledično več možnosti za prenašanje različnih bolezni. Zato veliko staršev, v bistvu že takole konec avgusta, začne razmišljati o tem, kako družino nekako okrepiti, kako okrepiti imunske sisteme, predvsem otrok, in tako poskrbeti, da bodo ti prvi tedni res zdravi, da se pač šola začne tako, kot je treba, da ne bo že v prvih tednih treba klicati sošolcev, da je treba prepisovati. Trkamo vsi za nas, za vas in za vse nas. Sigurno, da ne bomo samo trkali, ampak v tej smeri tudi kaj naredili, pa naš prvi izdelek, Defendil Immunoglucan P4H93 Junior, namenjen je torej otrokom starejšim od 3 let. Gre za žvečljive tablete z okusom maline, vsebuje torej immunoglukan, cink, vitamin D3 in tole bi jaz rekla, da je kar en del take obvezne opreme za pripravo na ponovno stop v vrtec in šolo. Se strinjaš? Ja, se strinjam. Defendil je res ena taka fajn zadeva. Sploh pa tudi za izbirčne otroke, tako imam jaz doma, oziroma starejši je bolj zbirčen, tam malo bi vse to inhaliral, da bi lahko. Ampak je res lušten, zato ker so žvečljive tablete, okus maline. Se mi zdi, da te okusi res pomagajo. Otroci pač znajo biti zbirčni, tako da je res, bom rekla, taka dobra zadeva. Žvečljivi tableti zmer zmagajo. Res je in zdaj jaz vam bom povedala, jaz sem prej enkrat tudi preizkusila.
a ne? Ja. Lahko potrdim, da je res Sem bila odličen. zraven. Hvala lepa, imam pričo. Fantastičnega okusa je. Tako da jaz mislim, da tukaj bo bolj problem v drugo smer, a ne, da otroci tega ne bi želeli jesti, ampak predvsem, da bodo preveč hoteli to jesti, ker je res v bistvu okus po bombončku, čisto dobesedno. Mogoče še to, otroci nekako lažje jejo stvari, a ne, ki jim pašejo po okusu in se ti zdi, da je to tudi eden od načinov, kako držimo neko rutino, ker vemo, da pri takih stvarih je pač to je tek na dolge proge, a ne? Treba je to uživati nekaj časa, da se dejansko okrepi naš imunski sistem. Tako je, mi bom rekla tako, začnemo pred šolskim letom malo bolj močneje. No? Vmes zdaj, kaj poletje in tako, smo sproščeno, jih uživamo, ampak pred šolskim letom si pa rečem, zdaj pa treba to pojačati. In ja, treba nekaj časa uživati, preden so rezultati. Je pa res, da če je toliko dobrega okusa, gre lažje čez. Pri nas ta najmlajši reče bončka, tako da tudi, če bi jaz slučajno pozabila, bi on mene že spomnil, ta starejšega moram pa loviti, pa ga se pogajati z njim za vsako stvar, skoraj da ne. Ampak se mi zdi pa pomembno, da je konstantno. Zdaj, mogoče še ena prednost izdelka in sicer ta, da je naravno patentiran beta-glukan, imunoglukan, pridobljen iz gobe bukov ostrigar. Se vam sliši, kaj je znano? Ja, iz kulinarike. Tako je. Ampak ja, ne morem verjeti, v bistvu zanimiv podatek. Ja, no zdaj pa še en bolj zabaven fun fact. Za eno kapsulo, torej za en tale tabletek je potrebnih okrog 3 kilograme gob bukov ostrigar. Mislim, to se meni zdaj zdi ogromno. To jih pa iztrebijo. Ja, ti si Gorenjka, ne, drugače? Hodiš kaj po gobe? Jaz ne. Okay. Je pa moja mami zelo rada, gre pa tašča. Si predstavljaš, kaj je 3 kila gob? Mislim, to je res ogromno. To je res ogromno in potem seveda iz teh 3 kil bukovih ostrigarjev na en poseben naraven patentiran način pridobijo torej te čudovite luštne tabletke, ki so odlično prehransko dopolnilo, 30 kosov vsebuje eno pakiranje, gre pa seveda za visoko prečiščen izvleček, ki je pridobljen pod nadzorovanim in tudi patentiranim postopkom. Tako da to so seveda pomembne stvari, se mi zdi, da sploh, ko gre za otroke, smo še toliko bolj pozorni. Tako. Kaj je notri? A ne. Kako se uživa? Tako. Pač brati, jaz vedno si vzamem čas, da preberem od zadaj tudi pač, kakšni so odmerki. Te stvari so pomembne, pri otrocih sploh. Res. Da se upošteva starost, da se upošteva težo otroka in tako naprej. A ne pa, koliko je pač priporočen odmerek na dan. Tako, to je res dobro in mogoče super, hvala Sanja, ker si opomnila na to. Vse vas bomo danes še velikokrat pravzaprav pri vsakem izdelku opozorili na to, da res se preberejo navodila, se določijo odmerki glede na torej težo otroka oziroma starost otroka. Mogoče samo še to, v teh žvečljivkah je poleg bukovih ostrigarjev tudi vitamin D3 in pa cink, ki imata torej ključno vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema. Zato se mi res zdi, da je ta kombinacija ena taka idealna in prav odlična za to obdobje, preden spet stopimo nazaj med šolske klopi. Meni so torej tudi po okusu všeč, praviš, da tudi tvojemu bolj zbirčnemu Nikolaju, a ne? Valentinu še najbolj, ampak tudi Nikolaj. Nikolaj jih poje. Ja. Super, ker to je kar dobro, a ne, da imamo še eno informacijo s te bolj izbirčne skupine otrok, a veš? Ker ni edini. Kateri, ki jo radi imajo itak radi, a ne? Točno to. Kako ti sicer poskrbiš, da nekaj, kar mora otrok vzeti vsak dan, res postane del rutine? A imate vedno ob istem času, recimo, za tabletek? Ja. Dejansko imamo. Jaz mislim, da to za nas najbolj deluje. Zjutraj se zrihtamo, pojemo in preden gremo čez vrata, bonček. In takrat je čas za naše vitaminčke. Je pa res, da kar se probiotikov tiče, to pa ob kosilu pa namešam noter. Fantastično. No, vidiš, Sanja nam bo zagotovo dala še kakšno odlično idejo, kako in kaj. Zdajle se bomo dotaknili še, bom rekla, ene zadeve, ki je zelo pomembna pri tem prehodu od počitnic nazaj v šolske klopi. Se vemo, iz teh bolj sproščenih, norih dnevov, ko ni bilo urnika, bo zdaj spet treba malo bolj sedeti, malo bolj poslušati in seveda opravljati številne šolske obveznosti. Pharmalife Genius pa je tukaj le pred nami in gre za tekoče prehransko dopolnilo na osnovi rastlinskih izvlečkov, vitaminov in mineralov, vsebuje bakopo in železo. Zdaj, povezano je tudi to s podporo spominu, pa kognitivnim
imunološkim funkcijam, riboflavin in vitamin B12 pa prispevata k normalnem delovanju živčnega sistema. Dodana je še folna kislina, ki zmanjšuje utrujenost, tako da mislim, da dejansko s tem izdelkom naslovimo kar nekaj tistih na začetku omenjenih morebitnih težav, ki se lahko pojavijo pri tem prehodu. Sploh, ker je od 6. leta dalje ga uporabljamo pri Nikolaju. Je pa dober, ker je v obliki sirupa, tako da ga se tudi za izbirčne da razredčiti v vodo, v sok, čaj. In je res, tako kot sva rekli, zdaj pride novo šolsko leto, treba je več koncentracije, velike obveznosti, treningov in tako naprej. In je super zadeva, ker pomaga pri koncentraciji, proti utrujenosti, rab to podporo otrok. In je, bom rekla, zadeva, ki jo sigurno priporočam sploh, šolarčkom. Tako in sploh mogoče v tistih obdobjih, ki bodo nekoliko bolj intenzivna, zdaj z vidika športne ali pa miselne aktivnosti, mogoče v kakšnih bolj stresnih situacijah. Skratka, svetuje pa se jemanje v ciklih. 3 tedne se torej sirup jemlje redno, nato 1 teden premora in potem po potrebi ponovno. Ampak kot že rečeno, tukaj še enkrat opozarjava, vedno prebrati navodila in seveda prilagoditi odmerke in vse vašemu otroku starosti in njegovi teži. Kako recimo ti, Sanja, prepoznaš razliko med enim takim običajnim prilagajanjem na šolskemu ritmu in med tem, da je Nikolaj res utrujen? To se pravi, da razločiš med tem, ali gre dejansko za neko stisko ali zgolj za neko obdobje, ko je mogoče malo bolj. Ja, moram reči, da zdaj v prejšnjem šolskem letu, prvi razred, še ni bilo, da bi opazila, da bi šlo za neko tako utrujenost. Vseeno so imeli še ta prehod, tudi veliko igre in tega. Zdaj se mi zdi, da prehod iz prvega v drugi razred bo sigurno več tega, ker bodo bolj zahtevne snovi, kot so bile, in mogoče bo tudi več časa presedeli. Tako da bom zdaj tudi nekako lahko opazila in spremljala, koliko bo na njega vplivala ta utrujenost, šolske obveznosti, bom rekla tudi šport nasplošno. On je tudi športnik, skoke trenira? Ja, Nikolaj trenira smučarske skoke in tudi čez poletje imajo naprimer treninge, tako da moramo skrbeti tudi zdaj, ne samo po zimi, da dobi dovolj za podporo, sploh pač telesu nasplošno. Naj še enkrat spomnim na 30-kratne točke. Torej, danes idealna priložnost, če bi kakšnega od teh izdelkov radi preizkusili. Pravzaprav od danes pa do nedelje veljajo te 30-kratne točke, tako da verjamem, da jih boste mnogi z veseljem izkoristili, glede na to, da se šola začne že čez. 14 dni. Danes sem gledala. Sva z Nikolajem gledala. Sta štela? Ja. Torej, točno 14 dni. Sem vedela, da sem vprašala pravo osebo, ampak super, če sta štela, to pomeni, da je tudi neko pričakovanje res prisotno. In da se malo že veseli. Malo pogreša svoje prijatelje, sošolce. Normalno. Tako da sem vesela, da se veseli, ker proti koncu šolskega leta se je bolj kot ne veselo počitnic. Zdaj sem rekla, ok, super, naj tako še ostane, dokler bo trajalo. Tako. A se ti zdi, Sanja, da sprememba nekega tega dnevnega ritma, ki zdaj prihaja, lahko vpliva tudi na otrokove prehranjevalne navade in predvsem na prebavo? Imaš kakšne izkušnje s tem? Ja, jaz sama imam kar težave s prebavo in želodcem, tako da meni se zdi prebava zelo pomembna, ker pač vsi vemo, da pač zdrava prebava je dober imunski sistem in pri nas doma moramo imeti probiotike, ker je res enkratna podpora za otrokov, bom rekla, in prebavni sistem in imunski. Tako za otroke, kot tudi za odrasle, je to zelo pomembno. Sicer tukaj pred nama sedaj le Better Biotics Junior, torej prehransko dopolnilo v obliki praška brez okusa, vsebuje mešanico in tak res zelo širok spekter kultur, kar 3 milijarde mikrobioloških kultur in kar 11 različnih sevov ter tudi fruktooligosaharide in inulin. Torej, tukaj gre res za prah, ki se vmeša v tako manjšo količino ali hladne vode, lahko tudi hrane, odvisno kako otrok to lažje zaužije. Skratka, po odprtu je treba hraniti v hladilniku, priporočena količina pa se seveda razlikuje, kot smo že prej omenili, glede na starost, glede na težo, tako da spet apeliram na vas, da preverite, koliko tega potrebuje torej vaš otrok. Kaj ti praviš na to, se tudi recimo tvoja dva otroka kdaj znajdete v situaciji,
ko jo boli trebušček, ko hrana ni dobro sedla v želočku. Ja, se seveda zgodi. Hvala Bogu mi tudi zdaj Valentin dovolj že star, da mi tudi mi povesta, če karkoli ne štima in takrat vedno dajmo malo probiotikov, dajmo malo videti, če mogoče pomaga, pa bo šlo lažje v bistvu čez, če karkoli zvija in tako naprej. No, tako da definitivno povesta, če karkoli imate. Ja, to je super. To je veliko boljše, kot da ne moraš razbirati razne signale. Tisto prvo pa drugo leto, oziroma nekaj otrok manjši, nekako bolj kot ne ugibaš, kaj jih matra, če jokajo. Tako da sem vesela, da smo zdaj v tej fazi, kjer te faze jasno. Tako in glasno. Ja. Ne, mogoče še dodam, da je ta izdelek zadostuje 2 mesecema redno uporabe, tako da dobro ga je recimo imeti tudi, če se gre ali na kakšno potovanje, vemo, dopust. Res je dopusti. Sploh, če greste v kakšno tako državo, kjer je res sprememba okolje, prehrana, začimbe, naprimer, določene, je res slušten, da je kaj tazga zraven. No, mi imamo Better Biotics Junior že par let, ga redno uporabljamo in definitivno gre z nami na dopust. A ga vmešaš v napitke ali ga raje dodajaš hrani? Pri nas, glede na to, koliko smo zbirčni, bom rekla sploh starejši, kar v hrano namešam, tako da sploh ne veste, kaj ju je doletel. Sam super štima vse tukaj noter. Seveda. Pri pijači bi že posumila, da je nekaj drugače, pa nima okusa, niti vonja, niti nič, ampak struktura seveda vode bi bila mička drugačna. Tako da je najlažje. Za nas pač najbolj deluje hrana in to je to. Torej, to, da je nekaj brez okusa, je lahko tudi zelo velika prednost. Je lahko tudi plus, ker včasih komu pa še kakšen okus, včasih ne. Točno to, ampak k sreči lahko res v tem naboru izdelkov, v številčnem naboru izdelkov v DM-u najdemo točno tisto, kar odgovarja nam oziroma v tem primeru našemu otroku in to je fantastično. Se veš, sva danes že večkrat omenili žal nepreklicno in znano dejstvo, da se tudi dnevi posledično krajšajo, ko prehajamo v september in seveda tudi v novo šolsko leto in tudi več bomo v zaprtih prostorih, tako da eden od vitaminov, o katerem starši v tem obdobju zagotovo tudi pogosto razmišljate, je vitamin D. Ab tej vitamin D3 je recimo namenjen otrokom, tudi starejšim od 4 let, tako da spet lepo previdno preberemo oziroma preverimo, od kdaj naprej je nekaj priporočljivo za naše najmlajše. Poleg tega naj povem, da vsebuje 10 mikrogramov vitamina D3, kar pa prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Je pa to zagotovo tudi vitamin, ki pomaga pri normalni rasti in razvoju kosti. Vi ga dodajate? Ja, se mi zdi, D-vitamin je res pomemben. Pa ne samo po zimi, ampak nasplošno skozi celo leto. In sploh, če je v takšni obliki, da se ti, kot te tabletke, ki se stopijo v ustih in je otroku cel žur, bombončki, tako rečeno, smo lahko veseli, da živimo v dobi, kjer imamo takšne opcije, da lahko na ta način otrokom približamo v bistvu na okusen način, mogoče na zabaven način, da mislijo, da so bombončka dobili. Tako da je definitivno plus. Tako, mogoče še to, kako potem v jesenskih in hladnejših dneh recimo poskrbite za dovolj gibanja na prostem. Ja, ne glede na vreme, bomo šli ven. Tudi če bo dež padel, če je malo snegca, gremo še zmeraj lahko ven. Tudi če gre se na hiter, ne rabi to vsak dan neka aktivnost, pa nek event iz tega narejen. Lahko se gre ven malo na igrala, lahko se gre na sprehod. Se mi zdi, da je svež zrak res pomembna zadeva. Sploh za otroke pa, da se malo razgibajo. Jaz sem imela šefico v Londonu, ker sem zanosila prvič in sem rekla, joj fantki, jaz to nič ne razumem, pač, če bi imela punčko, mogoče bi bil malo jasen bolj. Pa je rekla, pri fatkih je tako. Sam ven, pa sam zgon jih je treba v smislu, da se res razsvečijo, da je vso energijo ven, potem pa doma vse štima. In drži kot pribito. Super, hvala za tale nasvet. Če bo gre fantek. Ja, dobro. In je dejansko pomembno, da gremo na zrak že na splošno. Je nekaj, kar je super za zdravje in za dobro počutje. Zdaj, ker vitamin D vsebuje tudi nekateri drugi otroški izdelki, se je seveda zelo pomembno, da pred kombiniranjem različnih prehranskih dopolnil našim otrokom preverimo,
koliko D-vitamina dejansko vsebujejo izdelki, ker prav D-vitamin je ponavadi tisti vitamin, ki ga zelo radi dodajo, a ne, tudi sicer mogoče pretežno nekemu prehranskemu dopolnilu, ki targetira na druge stvari, a ne, ampak ta D-vitamin je res pač tako zelo pomemben, da ga potem radi pripnejo zraven, ampak kot že rečeno, z nobeno stvarjo pa se ne pretirava in pa vedno moramo seveda imeti v mislih, da uravnotežena prehrana in pa zdrav življenjski stil sta tista. In da če kombiniramo različna prehranska dopolnila, da mogoče samo preverite, da zdaj, a ne, če jemlje že vitamin D nekje, da potem pazi, da če je neka mešanica nekih vitaminov, a ne, da ni, bom rekla, prekomerno dodajanje nekega vitamina, ne. Sanja, se strinjaš, da pri vsem tem jutranjem hitenju, ki pritiče septembru in začetku šole, pač enostavno ne uspe vedno in vsak dan pripraviti popolnoma uravnoteženega obroka. Zdaj še posebej, če imamo doma kakšnega zbirčnega jedca in pač ne moramo vedno zadostiti vsem okusom. Res je. Torej, za takšne primere odlična rešitev Swedish Natura Super multivitamin za otroke. Gre za tekoče prehransko dopolnilo z vitamini in minerali ter skupno kar 28 aktivnimi sestavinami. Namenjeno je otrokom od 3. leta naprej, tako da od 3 do 9 let je na izdelku naveden dnevni odmerek 15 ml. Odmerimo zelo enostavno s tem pokrovčkom, ki ga vidimo tukaj, sicer pa ostale količine pa ponovno prilagodite glede na to, kar se vam priporoča. A se prehranske navade šolarja in pa recimo in tudi Valentina v vrtcu razlikujejo? Ja, moram reči, da je Nikolaj tudi včasih bil bolj zbirčen. Hvala Bogu, skozi leta vedno več stvari proba in to mi daje upanje za Valentina tudi, ker pri nas je pa mlajši tako tisti, kar mu je všeč, tisti štima, noče kaj preveč probavati, zadev še. Tako da so potem razne taktike, kako jih potem prepričati, da kakšne taktike? Probajo. Kot kupškej? Ja. S čim? Kaj deluje? Daj nam povej, kaj deluje? Grozna sem, res mama leta, ampak tako je, pač treba se poslušati. Seveda. Želim, da kaj novega probata, pa če je podkupovanje pri nas, obljubim, da potem saj probita, ne bo všeč, lahko vam pluneta, ampak saj probita, pa bo na koncu, naprimer, ne vem, sladoled. Super. In se je zgodilo, da potem sta probala in dostkrat tudi ima je bilo všeč in pojedla. No vidiš. Tako da tudi tisti sladoled je čisto bil super nagrada, glede na to pač starši pač se borimo in snemamo. Seveda in je super, da se malo podelijo te nasveti tudi med drugim zato, da si pomagamo, mogoče nekaj, kar deluje pri tebi, poskusi še kdo drug, pa deluje tudi pri njemu, ali pa pač ne. Skratka, če ne poskusimo, ne vemo. A se ti zdi pomembno, da otroka recimo vključimo tudi pri sami pripravi hrane, a mogoče tudi to eden od tistih razlogov, da potem mogoče nekaj poskusi, kar sicer ne bi? Moram reči, da jih vprašam, mislim, se zmenimo, kaj bomo jedli, vse super, ker vem, da če bi jaz delala nekaj po svoje, kar njima ni všeč, bi na koncu skuhala zato, da bi tam stal. Tako da jaz čez teden ponavadi delam za jesti, Matej dela, moj mož čez vikende, je izvrsten kuhar, boljši kuhar kot jaz in potem čez teden, ko se nam malo mudi, mogoče tudi ta male dva ne pomagata toliko zraven, medtem, ko pa naprimer Matej za vikend dela, pa prijeta kaj zraven, pa bi malo pogledala, pa kaj pomagala, tako da tudi, to se zgodi. Zgodi pa se marsikaj tudi na naši glavi, saj malo že veste, kam merim. Tema, ki jo ne odpiramo radi, pa jo moramo, predvsem pa moramo tukaj zraven razbiti tudi še kakšen mit. Torej, govorimo seveda o naglavnih ušeh in gnidah, ki se lahko tudi pojavijo ob novem šolskem letu, kajti, moramo povedati, da tukaj ne gre za to, da se ne zadosti minimalnim higienskim standardom, ampak gre enostavno za to, da pač lahko uši dobi vsak. Ko je več otrok na kupu, torej je dovolj ena sama uš na eni sami glavi, z napačnimi, in pač se zgodi lahko verižna reakcija. Ste imeli mogoče, Sanja, kdaj že kakšen primer? Prvič smo imeli zdaj tole pač šolsko leto, ki je ravno menilo. In mene je bilo groza. Jaz priznam, meni je to nagraužen. Itak. Nabila sem si pleteno glavo, kapo na glavo in očala takole gor. Bila sem kot babica, sem gledala noter. Tista ena uška je bila sicer še grozno. In Paranit je definitivno šampon, ki smo ga imeli takrat doma,
jaz imam 2 na zalogi vedno, ker si mislim, če gre na te moje goste lase, jaz lahko sam zabrijem, kaj čem jaz zdaj s tem delati in me kar tako stiska. No? Tako da malo je lažje, ker vseeno imam fantka doma, ne, da niso zdaj dolgi lase do dol, ampak tudi naš Nikolaj ima izjemno goste lase. A ne? In res sem mogla poskrbeti, da sem ga nanesla tako pravilno, kot piše. A ne? In ne samo njemu, ampak dejansko vsem družinskim članom. Vsem. Pa preprati vse do amena. A ne? To se pravi na minimalno 60 ali 90 stopinj. Tako, pa posteljnine in igrače in vse. Je zelo naporno, ko pridejo uši, potegne vse živo za sabo. A ne? In tako, kot si omenila, pač druženja, zaprti prostori, to res ni, da otrok ne skrbi za higieno, to se res lahko vsakemu zgodi. Ampak ja, mi smo se zdaj prvič spopadali, tako da je bilo kar... Upam, da zadnjič. Držim pesti. Ja, jaz te razumem, jaz že ob tej temi dobim napade srbenja, tako da... Jaz sem s Matejem praskala, jaz sem se praskala, Matej se je po brveh praskal, meni je bilo to tako smešno, se ga Matej se praskal po brveh. Da jih nimaš, a veš? Kaj pa veš? Ja. No, ampak glede na to, da ste vi tale šampon preizkusili, spet, tukaj je znova pomembno, da pravilno uporabljamo, da pravilno nanašamo. Tukaj vidim, da piše tudi plus glavnik. To se pravi, kaj, to z glavničkom greš še, ali kako to izgleda? Ja, majhen glavnik, zelo pogosto te ščetine so tako res fajn, da res zajame tudi ta najmanjš gnidice ven. Naneseš ga na suhe lase, porazporediš po glavi, tudi za ušesi, tilnik, res, da je povsod. Nikolaj ima goste lase, tako da sem potem na pramena oziroma takole prečke razdelila in vse šla čez in potem pač tudi z glavnikom. Šampon je enkraten, ker res je močen in pobije vse živo. Tako da jaz sem potem tako po navodilih, čez 10 dni še enkrat naneseš za vsak slučaj. Definitivno sem si dala opomnik in nanašala. Ne dvomim. In smo se jih uspešno smo se jih znebili. Super. A mava še tako pod mizo, kakšen nasvet, takšen, ki mogoče ne bom rekla zdaj, da je glih 110 preverjen, ampak lejte, v takih situacijah človek zagrab za vse. Dej, povej, kaj imaš na zalogi? Jaz sem tako, ponavadi, ko smo prali laske, sem dala tudi lak za lase čez, ker baje ne marajo hoditi na umazane lase, čeprav to ni preverjen. Ne me zdaj drža za... Nam je to deloval. Pravijo, da tudi po šamponiranju, da se kis nanese, da zaduši uši. Se mi pa zdi dober nasvet, kar sem tudi naredila, je potem, ko smo posušili lase, da sem z likalnikom za lase šla čez in jih skurla. Ja, bravo! Požigalka uši je Sanja Groga. Dobra. Starš se slot vsega, kar se lahko. Pa se taj smiselen nasvet. V bistvu tako zdaj, ko razmišljam, ker to pač deluje na en način, tisti pa pol dejansko mehansko greš nad njih. Je pa konec, po mojem ne preživi. Po mojem ni to. Kot že rečeno, Sanja, jaz upam, da je ta težava za vami in da se vam ne ponovi in tudi vsem vam, ampak če se pa slučajno zgodi, pa veste, zakaj prijet. To je pa tudi dobro. Pravijo, da človek mora biti vedno pripravljen, to te pomirja. Tako je. 2 doma skozi. 2 doma sta, morata biti. No, lej, zdaj so še 30-kratne točke do nedelje, tako da... Pa bi bilo tako rada zbiral točke? Glej, Sanja, mislim, da je čas. Jaz tam le potem za kulisi hitro šopingiram. Lej, da noš reka, da nisi vedela. Vi pa tudi že veste, 30-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke, seveda v predhodni aktivaciji kuponov, ki vas že čakajo v kupon centru. Tako da, ja, Sanja, tebi se zahvalim za tale prijeten klepet, luštno sem se imela. Jaz tudi, ajde, lepo se spet videli. Ja, enako. Dolgo se niso videli. Res. In enkratna priložnost, da sem se lahko podružila s tabo in nasplošno z vsemi vami, ki nas spremljate. Res je. In mi smo te bili tudi zelo veseli, tako da absolutno upam, da še prideš k nam. Ja, spremljati moram vašo 100. oddajo. Ja, naslednji teden, to se pravi, čez 14 dni, točno 1. septembra, ekola, vendarle se še malo ta šolska tema drži, ampak izključno z datumom, kar se tiče naslednje oddaje, ki bo posebna v več ozirih, torej veseli in ponosni smo, da smo z vami že 100-tič. Iskrene čestitke, res, mislim, to pa ni kar tako 100. Tudi ti si voditeljca in sama veš narediti 100-krat nekaj, ampak veš s tako dobro družbo. Ampak zato te gre pa tako fajn zdaj, a daj ga sred. Dobar, vidve sva že čisto noter padle. Sanja, naslednjič, torej tudi ti spremljaš 100. oddajo. Ja, tako? Vam bom pisala malo spod. Hvala lepa. Bomo veseli bomo pa seveda tudi vaše družbe, tako da hvala lepa za danes in dobro
dobrodošli torej 1. septembra v aplikaciji Moj DM v 100. oddaja DM Live. Do takrat pa vse dobro. Srečno, draga družba. Čau.